Spoštovani gospod in gospodje, Mlada Slovenija podmladek Nove Slovenije danes gostim slovenske dijake iz zamejstva, iz Gorice in Trsta. Namreč vsi vemo za aktualno problematiko reforme šolstva v Italiji, ki ne bi smela prizadeti slovenskih dijakov. V ta namen Mlada Slovenija podmladek Nove Slovenije danes organizira tudi javno tribuno z naslovom Slovensko šolstvo v Italiji na prepihu. Se pravi, ta preč problem bomo skupaj z ostalimi gosti, predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport ter Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu in v zamejstvu ter ostalimi mladinskimi strukturami in organizacijami iz Slovenije ter seveda dijaki iz zamejstva skušali tudi nekako dobiti odgovore na to aktualno problematiko. Jaz bi uvodoma kar predal besedo našim dijakom, da povedo slovenski javnosti, zakaj se gre, kaj je narobe, kaj predvideva ta šolska reforma in zakaj ta šolska reforma ne bi smela biti dotična slovenskih dijakov. Kdo bo prvi, kdo bo prva? To je bilo vsi govor, ne? Mi imamo pripravljen govor. Lahko kar. Začnem jaz, potem med tem pride kdo drug. Torej, lep pozdrav vsem. Kot vam je verjetno že znano, smo prejšnji teden dijaki vseh slovenskih in italijanskih višjih srednjih šol v Trstu protestno zasedli šolska poslopja. Naši razlogi za tako skrajno obliko protesta segajo tako na področje splošne problematike italijanskega šolstva, kakor na področje manjšinskih težav. Skupaj z italijanskimi šolami smo predvsem nasprotovali krčenju sredstev, ki ga predvideva zakon 133 iz leta 2008, to je tako imenovan zakon Tremonti, ki pa pogojuje tudi šolsko reformo ministrice Gelmini. Posledica tega je, da se italijanski šolski sistem, ki je že tako v kritičnem stanju oziroma med zadnjimi na lestvici evropskih držav, še dodatno slabša. Velik problem predstavljajo šolska postopja, ki niso le slabo in nesodobno opremljena, temveč večkrat niti ne odgovarjajo varnostnim predpisom. Poleg tega, reforma predvideva manjše število ur za vse predmete, kar prav gotovo ne prispeva k boljši izobrazbi in razgledanosti. Zaradi krčenja finančnih sredstev je službo izgubilo nekaj tisoč šolnikov in ostalega neučnega osebja. Medtem pa je država zasebnim šolam dodelila dodatnih 95 milijonov evrov, kar kaže na težnjo po privatizaciji šol, torej diskriminacijo javnih. Zdi se nam kratkovidno in nesprejemljivo, da Italija v nasprotju z drugimi evropskimi državami v sedanjem kriznem času zapostavlja šolstvo in raziskovanje, kar je po splošnem mnenju v resnici ključ za ustrezno iskanje izhoda iz stanja splošne recesije. Seveda, posledice zakona 133 iz leta 2008 in reforma Gelmini bolj ogrožajo manjšinske šole, kakor šole večinskega naroda. V šolskem letu 2009-2010 so bile glede na šolsko leto 2008-2009 slovenske šole v Italiji prikrajšane za 10 učiteljev, kar z ozirom na strukturo manjšinskega šolstva ni malo. Res pa je, da v šolskem letu 2009-2010 v tem oziru ni prišlo do hujših posegov, saj je v nasprotju z italijansko stvarnostjo slovenskim šolam glede na lansko šolsko leto uspelo hraniti dosedanji učni kader. Slabše so se stvari stekle z neučnim osebjem, saj je ponekod, zlasti na osnovnih šolah, pomanjkanje šolskih pomočnikov otežilo reden začetek pouka. Pozanimali smo se, kaj se nam napoveduje v prihodnjih letih, vendar nam tega nihče ne zna pojasniti. Zaskrbljeni smo, ker bi v šolskem letu 2011-2012 lahko prišlo do nadaljnjih krčenj učnega in neučnega osebja, kar bi resno ošibilo slovenske šole. Mladi smo zazrti v prihodnost in se zanjo zanimamo, ker pa jo vito meglo, se trudimo, da bi jo razjasnili. Za sedbo smo v Sloveniji dosegli pozornost medijev in politikov. Ta podpora je za nas ključna. Želimo si, da bi nam Republika Slovenija pomagala v dveh smislih. Prvič, poseg Republike Slovenije na meddržavni ravni. Možna rešitev vidimo v avtonomiji šolskega sistema šol s slovenskim učnim jezikom in ker bi nam ta pravica morala pripadati, bi bilo potrebno, da Republika Slovenija poseže na meddržavni ravni, da bi le ta stopila v veljavo. V tem smislu bi bilo treba dopolniti 13. člen zaščitnega zakona 38 iz leta 2001.
Zakonom bi bilo treba zagotoviti obstoj razredov, tudi v primeru, ko bi bilo v njih manj učencev, kot predvideva zakon za en razred. Prav se nam zdi, da tudi bodočim generacijam zagotovimo obstoj vseh obstoječih srednješolskih učnih smeri. Da bi se zakonom zagotovilo, da tudi v prihodnosti ne bi prišlo do krčenja po logiki števila učencev, učnega in neučnega osebja na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Trenutno obsega tako imenovani obvezni kadrovski seznam učiteljev slovenskih šol v Italiji 457 mest. V to število so vključeni vsi učitelji od vrtcev do višjih šol, tako v Goriški kot v Tržaški pokrajini. Niso pa vključeni učitelji dvojezične šole v Špetru. Drugič. Pomoč Republike Slovenije Slovencem v zamejstvu. Za nas ima velik pomen poznavanje zamejske realnosti, predvsem šolske, strani Slovencev v notranjosti meja Republike Slovenije. Večkrat nas prizadene dejstvo, da v Matici nismo obravnavani kot enakovredni Slovenci. V šolstvu se to kaže na nekaterih vseslovenskih tekmovanjih, natečajih, pravicah do štipendij in tudi študiju na Slovenski univerzi. Letos je Zavod Republike Slovenije za šolstvo uvedel štipendijo za zamejce in Slovence po svetu, ki obiskujejo univerzo, dijaki pa smo za večino štipendij še vedno prikrajšani. Čeprav smo italijanski državljani in obiskujemo šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji, tudi mi sodelujemo na raznih tekmovanjih, ki jih prireja Zavod Republike Slovenije za šolstvo in prav tako tudi mi včasih dosegamo odlične uvrstitve. Tudi mi bi torej lahko bili kandidati za štipendije, na primer Zoisovo, a nam to ni omogočeno. To nam daje občutek, da v Sloveniji ni velikega poznavanja in zanimanja za nas. Tudi glede izbire univerze imamo podobne težave. Marsikdo izmed nas si želi, da bi nadaljeval študij v Sloveniji. Problem nastane, ker je mest za zamejce relativno malo, naš ocenjevalni sistem pa je zelo različen od tistega v Sloveniji. Možnih je 10 ocen, od katerih je 5 pozitivnih, 5 pa negativnih. Trenutno naša 10 se upada z vašo 5, naša 9 in 8 pa z vašo 4. V naši realnosti je 10 v bistvu nedosegljiva. Želeli bi torej, da bi naša 9 se upadala z vašo 5. Poleg tega bi bilo primerno, da bi za zamejce predvideli večje število mest na slovenskih univerzah. Italijanski šolski sistem ne predvideva šolskih knjižnic, ki bi bile primerljive s slovenskimi. Naše šole so v tem sistemu izjema, vendar moramo ugotoviti, da so naše šolske knjižnice večinoma precej slabo založene, do take mere, da dijaki nekaterih šol svoje knjižnice sploh ne uporabljajo. Če je na primer knjig malo in še te so v razpadajočem stanju. Ta je samo eden izmed mnogih pomanjkanj slovenskih šol, tako da bi podporo potrebovali tako za šolski material, na primer knjige, kakor za podkrepitev izobraževalnih pobud in posodobitev pouka slovenščine za dijake. Dobro poznavanje jezika je namreč temelj našega narodnega obstoja. Fizična meja med Italijo in Slovenijo ne obstaja več. Mi pa bi radi podrli še to, ki obstaja v idejah nekaterih. Nismo manj Slovenci od državljanov Slovenije, ker živimo v drugi državi. Ljubimo svojo kulturo, jezik in domovino. Vendar tudi zemljo, na kateri so živeli naši predniki. Zato si želimo ohraniti ali celo izboljšati šolo, tako da bo ta tudi v bodočnosti ustvarila zavedne in razgledane Slovence. Dijaki in dijakinje slovenskih šol v Italiji. Jaz se zahvaljujem dijakinjam in dijakom slovenskih šol v Italiji in po vsem tem, kar smo zelo slišali, lahko rečem le tole. Predsednik vlade, gospod Borut Pahor, je še nedolgo nazaj govoril, da je prijatelj s predsednikom vlade Republike Italije Silvom Berlusconijem. Torej, naj unovči svoj prijateljski odnos Silvijem Berlusconijem in naj končno zagotovi, da se prvič ne bodo več krčila sredstva Republike Italije za slovensko manjšino v Italiji, drugič, da končno zagotovi, da bodo slovenski dijaki in dijakine in slovenske srednje šole nemoteno delovale in da ne bodo pod vplivom raznih italijanskih šolskih reform. In kot zadnje, naj povem, da mora vlada Republike Slovenije končno spremeniti odnos do vseh Slovencev po svetu in zamejcev. Kakšno vprašanje?
MMC, Vest, RTV. Dosto. Eno skupinsko foto. Seveda, za nami. RTV.